Računajmo naprej. Tako, imamo 4-strano piramido, stranski rob pravilne 4 strane piramide je 8 centimetrov, ploščina osnovne ploskve je 16 centimetrov na kvadrat. Izračunaj prostornino in površino piramide. Se pravi, imamo 4-strano piramido, izpišemo podatke. 4-strana piramida, mogoče malo lepše kot jaz, ampak stranski rob, pozor, stranski rob je 8 centimetrov, se pravi, S ga bomo označili in je 8 centimetrov. Ploščina osnovne ploskve, S osnovne ploskve je 16 centimetrov na kvadrat. Treba je izračunati prostornino in tudi površino naše piramide. Vsekakor pri nalogah bodite pozorni, ponavadi so na testih obojni in prizme in piramide in vse je na P in potem, da ne gre vse nekam, potem dobro preberite. Okej. Brez zavlačevanja naredimo eno skico. In sicer takole, zdaj, če je 4-strana, je osnovna ploskev štirikotnik, pravilna pomeni, da je pravilni lik, se pravi kvadrat. Takole. Okej, dajmo zdaj tule A in A, ker je pravilna 4-strana piramida. Pa dajmo še označiti višino, višina gre pa točno v središče in seka pod pravim kotom. Okej, dobro. Okej, pa še stranski rob je dobro označiti, stranski robovi so vsi enaki, a ne? In tule je S, in tule je S, in tule je S, in še tule je S. Skico imamo, zdaj pa kar gremo. Zdaj, če hočemo izračunati prostornino pa površino, a ne, rabimo za prostornino potrebujemo. Prostornina je osnovna ploskev krat višina tretjin, površina je pa osnovna ploskev plus S plašča. Se pravi, v nobenem primeru nismo najbolje opremljeni, nimamo ne za prostornino, ne za površino. Mogoče najprej poskusimo priti do višine naše prizme. Višina naše prizme, imamo zdaj, kaj imamo, ne, imamo stranski rob, imamo tule višino, še vedno pa nimamo stranice A. No, pa poskusimo priti še pa do stranice A. Ker je ploščina osnovne ploskve kvadrat in mi vemo, koliko je ploščina osnovne ploskve, vemo, da je ploščina osnovne ploskve enaka ploščini kvadrata. Ploščina kvadrata je, pazi, je pa A na kvadrat. Lahko zdaj vstavimo, ne, 16 je zdaj A na kvadrat. Korenimo na obeh straneh in dobimo, da je A enako 4. Pravzaprav dobimo dve rešitvi te enačbe, ne. A bi lahko bil -4, A bi bil pa 4. Ampak ker smo v geometriji in ker -4 ne more biti stranica, je naša stranica 4 centimetre. In v bistvu ta podatek nam je dal zdaj veliko razkritje. Dajmo zdaj višino izračunati. Kako bi zdaj višino izračunali? Ja, takole, tule imamo višino, tule imamo stranski rob, takole pa lahko povežemo, ne. Se pravi, če zdaj jaz to dam ven iz piramide, tako se vam splača ven te trikotnike devati, ker pol točno vidite, kako je, ne. Tole je stranski rob, je S. Tule je pravi kot, takole dol pride višina, tule moramo pa še zdaj določiti, koliko je, ne, če bi tako iz ptičje perspektive dol pogledali, imamo osnovno ploskev, ki je kvadrat, AA, center je tule, ne, center je tule in zdaj mi rabimo takole priti.
čez in tale del, tale je naš del, ki se tudi tule pojavi. To, če bi tako iz ptičje perspektive pogledali. In ta del je pa v bistvu polovica diagonale. Zdaj lahko bi se s Pitagorovim izrekom izpeljali, ne, ker je to pravokotnik A pa A, ampak ker smo pa že vešči geometri, vemo pa, da diagonala v kvadratu D je A krat koren 2. In mi rabimo polovico diagonale, se pravi, ne vem, jaz bom to označila z x in x je d polovic. Se pravi, x je, a smo rekli zdaj 4 krat koren 2 pa še polovic. Ta naš x je 2 krat koren 2. Kar je 2,8. 2,8 centimetra, se pravi, tule je 2,8. Potem stranski rob imamo, da je 8 centimetrov, iščemo pa višino. Ok, višina, zdaj po Pitagorovem izreku, če pogledate kateta, to pomeni, da moramo zdaj reči višina na kvadrat je, hipotenuza, to je s na kvadrat minus x na kvadrat. Vstavimo noter vrednosti. To je zdaj 8 na kvadrat minus 2,8 na kvadrat. Višina na kvadrat je 8 na kvadrat je 64 minus tako. Ok. Tukaj zdaj imam neke težave z kalkulatorjem, ker nimam svojega Casio kalkulatorja. Tole je 7,9. Ok, višina na kvadrat je. Pa gremo 64 minus 7,9 je 56,1 in višina je. Dajte malo zraven mene računati, ker tale kalkulator mi ne vzbuja preveč zaupanja moj. Ker je na mislim na mobitelu. Računam, priznam, da računam na mobitelu in tole je 7,5 centimetra višina, ne. Zdaj, čakajte, samo da malo pogledam, ne, tule, če bi dali tole na kvadrat. 4 krat 2 je, ok, 7,5 centimetrov. Rečemo, da je. Ok. Že vidim, da bo treba vse preračunati. Ok, dobro, tole imamo zdaj. Višina je zdaj 7,5 centimetrov. Zakaj smo jo že rabili? Tole dvoje moramo zračunati. Prostornino pa površino. Kaj bi tukaj lahko zbrisala? Tole lahko zbrišem, diagonalno. Zbrišem. Tale trikotnika tudi ne rabimo več, ne, da je takle. Tole bom tudi, zapomnili si bomo, da je A4. Hitro napišem. A je 4 centimetre in gremo dalje. Tako, zdaj pa prostornina je osnovna ploskev. Osnovna ploskev je zdaj 16, krat višina je 7,5, ulomljeno s 3. In dajmo spet v moj magični kalkulator. Se pravi 7,5 krat 16 je, pa deljeno s 3 je 40. Ok, to je centimetrov na kvadrat. Dobro, zdaj pa še rabimo površino. Površina je pa osnovna ploskev imamo, rabimo še pa plašč. Aha, očitno bo še treba malo poračunati. Pred površino. Plašč. Plašč je pa sestavljen iz 7 trikotnikov, in sicer tako, če bi pogledali ta trikotnike takole, ne, imamo
S, pa S, pa A. Zdaj, ena možnost je, da računamo stransko višino. Ena možnost je pa, če mogoče jo znate, kako se računa ploščina trikotnika, če imamo 3 stranice podane. Z Heronovim obrazcem, pa bom jaz zdaj tak. Se pravi, ploščina stranskega trikotnika je ploščina takle, mali s, bomo dali S1, ne? Potem pa S1 minus A, S1 minus S, pa S1 minus S še enkrat, ne? Zdaj pa kaj je S1? S1 je pa po formuli polovičen obseg. Se pravi, damo S plus A polomljeno z 2. Sem vas izgubila zdaj po poti? S je 8 plus 8 plus A je 4, polomljeno z 2, 12, 20, 10, tako. Se pravi, S1 je 10. In zdaj lahko damo v ploščino trikotnika 10 krat 10 minus 4, 10 minus 8, pa 10 minus 8. Se pravi, ploščina našega stranskega trikotnika je torej 10 krat 6 krat 2 krat 2. S trikotnika je koren iz 240, S trikotnika je potem 140 je 15,5 centimetra na kvadrat. Kaj pa zdaj? Zdaj pa imamo ploščino trikotnika, kako dobimo pa plašč? Ja, S plašča, imamo 4 take trikotnike, se pravi S 4 krat S trikotnika, kar je 4 krat 15,5, to pa je 61,96, to sem pa imela vse noter v kalkulatorju, bom pa takle 4 krat 15,5 je 62, točno pride, no, centimetrov na kvadrat. To je zdaj S plašča. Površino dobimo takoj, ko vstavimo noter, ampak zdaj imam malo slabo vest, da smo mogoče šli prehitro. Bom še šla enkrat, kako smo dobili ploščino tega trikotnika, a ne. To je stranski trikotnik. Stranski trikotnik dobimo, takle, tale je stranski trikotnik, ne, in mi smo rabili izračunati ploščino tega stranskega trikotnika. Ta stranski trikotnik ima stranice A, S pa S kot stranski rob, a ne. Tule. Ploščino tega trikotnika smo se odločili izračunati, no, jaz sem se, s ploščino za Heronov obrazec. Zdaj pa Heronov obrazec je takle, ploščina trikotnika izračunamo kot koren, pa S, S minus A, S minus B, pa S minus C. Kaj pa je zdaj ta S? Ta S pa ni ta naš S v tej piramidi, ne, zato sem dala S1, ampak je v bistvu polovičen obseg tega trikotnika, se pravi, da morate sešteti A plus B plus C polovica, ne. In iz te formule sem jaz zdaj izračunala ploščino trikotnika. Samo, zdaj zakaj sem dala S1 tu, zato ker smo mi že S imeli. Ampak S smo imeli čisto od začetka, zato ker je to stranski rob, a ne. Tu se malo, črke se malo tepejo, drugače pa srečno vam, če se boste še sami dodatno učili, a ne. Okej, in potem smo dobili S plašča, a ne, in zato lahko površino zdaj izračunamo, površino pa lahko zdaj izračunamo, glejte, je pa S osnovne ploskve, to je 16, plus S plašča, 62, je 72, 78, vse skupaj centimetrov
na kvadrat, ne. Tako da imamo tole imamo za površino, tole pa za prostornino. Okej, ne. Jaz vam moram priznati, te piramide se včasih malo zakomplicirajo, saj si lahko malo napišete gore, dole pa tako. Važno je, da si predstavljate, in če si predstavljate, je to veliko lažje. Zato vam svetujem velike skice. Velike skice. Velike skice. Tako. Dobro. Še bomo kakšno nalogo iz piramide naredila, ne. Pa bo. Prišli smo do konca. Če želite ali morate videti več, si poglejte na moji spletni strani ninarazlaga.si ali pa se naročite na moj YouTube kanal. Se vidimo!